kampanjo porabili nekaj manj kot 5600 evrov, koliko pa še nameravate? Odvisno je tudi, koliko bomo uspeli še sredstvo pridobiti. Vsekakor smo si pred kampanjo zadali načrt, da porabimo nekje med 20 in 25 tisoč evrov. Zdaj, trenutno jih še nimamo tega zneska zagotovljenega, mogoče bo kakšen tisoč manj, mogoče bo kakšen tisoč več. Vsekakor pa upamo, da bomo prišli do nekje te meje. Ko ste zbrali ta denar, kako ocenjujete zdajšnje stanje po vaše, potem zakonnim potrebam, ker je urejeno študentskega dela in se tukaj urejuje, do zdaj že zadovoljivo? Ne, študentsko delo je potrebno omejiti. Kako ste denar dobili to med? Aha, denar smo zaenkrat dobili od študentske organizacije. Kaj je največji dobiček od tega študentskega dela? To je seveda vprašanje za njih. Sami ne ščitimo niti študentskih servisov, niti denarja študentskih organizacij. Študentska organizacija se je odločila, da bo ta denar namenila nam iz razloga, ker je drugače, vedno pogovor steče v drugo smer, kot bi drugače stekel, namreč pogovarjali so se o vsem drugem, kot pa o zakonu o malem delu. Želja je, da v bistvu preusmerijo pozornost od drugih težav na konkreten zakon, ker mi bomo 10. aprila glasovali o zakonu o malem delu. Lahko pa sigurno bojo fantje in dekleta na študentski organizaciji pripravljeni se pogovarjati tudi o drugih problemih, vendar ne v sklopu tega zakona. Tako da to je bolj verjetno vprašanje za njih. Trenutno stanje, sami menimo, da je zelo potrebno prenove, da študentsko delo je preraslo tiste začasne in občasne oblike dela in ga je nujno potrebno spremeniti. Vendar ne na način, kot to predvideva zakon o malem delu. Potrebno je uvesti enotno evidenco vpisov, da se mladi ne bojo vpisovali na fiktivne študije in s tem na nek način podaljšvali umetno študij. Potrebno je uvesti večji nadzor, vendar ne zgolj na papirju, ampak tudi v praksi, da bodo dejansko inšpektori to opravljali. In kot tretje je potrebno urediti visokošolski prostor, če se pogovarjamo o stanju študentskega dela. Vsekakor ne zagovarjamo stanja, ki je danes, ne zagovarjamo tega, da študentski servisi obdržijo ta denar, zagovarjamo stališče, da naj bojo posredniki dela neprofitne organizacije. Lahko je tudi Zavod za zaposlovanje. Zavod za zaposlovanje ima danes več poslovalnic in veliko več zaposlenih kot študentski servisi, pa praktično nihče ne dela študentskega dela preko Zavoda za zaposlovanje. Nas ne moti, če to upravlja Zavod za zaposlovanje. Zanima me, mogoče je vprašanje za vas, ampak vseeno, koliko je pa ŠOS še posebej namenja sam kot organizator kampanje? To je vprašanje za ŠOS. Sam nimam informacije. Potem me pa še to zanima, kako boste pa nagovarjali recimo upokojence, ki načeloma bi lahko rekli, da bodo veseli nekega dodatnega zaslužka, kakšni so argumenti, da za njih ni dober zakon? Argument je predvsem ta, da nimajo urejenega osnovnega socialnega položaja. Se pravi, vidimo, da ima kar 23,5% upokojencev nižjo pokojnino od 500 evrov, ministrstvo pa je reklo, da je za dostojno življenje potrebno 562 evrov. Zadnjič na eni od okroglih miz smo slišali, da naj bi upokojencem malo delo omogočalo izboljšanje njihovega socialnega položaja. Menimo, da je to popolnoma napačen koncept, zato ker ljudje, ki so 40 let delali, zato da so si zaslužili pokojnino, ne smejo, ko dobijo pokojnino, zraven še delati zato, da lahko sploh si pridejo do nekega normalnega socialnega položaja. Ne nasprotujemo pa temu, da neka oblika dela za upokojence tudi se uveljavi, vendar ne kot izboljšanje socialnega položaja upokojencev. Če ni drugih vprašanj, se vam zahvaljujem za udeležbo, sigurno se še srečamo v prihodnjih dneh, tako da hvala.